Najprej, kar se nas tiče, zahvala organizatorjem za tole povabilo, z veseljem pridemo, se odzovemo, fino je spomladi priti na morje, no. Še ena zahvala za tale mogoče kasnejši začetek, več vas je zbranih kot običajno, no, tako da tudi pol ure se pozna, ne. Sicer pa verjetno še vedno težko tekmujem z lepim vremenom zunaj in pa kavo v preddverju, ampak vseeno. Kar nekaj se vas je nabralo. Tale prispevek, ne, včeraj cel dan smo govorili o kmetijski pridelavi, o prihodnosti kmetijske pridelave. Če seveda hočemo dobre temelje postaviti, moramo zelo dobro poznati tudi preteklost in pa sedanjost našega kmetijstva. In tale prispevek zagotovo, pripomore k temu. Tisti, ki veste, mi ponavadi vedno se udeležimo tega drugega dneva, tako da prispevek je nekako stalnica, prispevek nekako je zaokrožen v dveh delih. Najprej si nekako pogledamo, kaj se dogaja s kmetijstvom kot celoto, potem pa pogledamo tudi, kaj se dogaja na kmetijskih trgih. Ko govorimo o kmetijstvu o celoti, si pogledamo, kaj se dogaja z potenciali, pogledamo, kaj se je dogajalo z obsegom proizvodnje, kako so se gibale cene, tako kmetijskih pridelkov kot inputov, dotaknemo se proračunskih podpor in na koncu pridemo do enega zelo pomembnega kazalca, to je do dohodka. Seveda pa marsikoga od vas zanimajo posamezni kmetijski trgi, zato pogledamo tudi proizvodnjo na posameznih kmetijskih trgih in pa seveda zelo pomembno predvsem prihodkovno-stroškovna razmerja na teh trgih. Prispevek ponavadi začnemo z strukturnimi spremembami. Zdaj, vzorčno raziskovanje zadnje je bilo v letu 2016 in rezultate smo predstavljali nekje v letu 2017 in 2018, tako da v resnici, kar se tiče strukture kmetijskih gospodarstev, ni ničesar novega. Popis nov bo v letu 2020, kar pomeni, da bomo rezultate nekje imeli v začetku leta 2021, se pravi, jih bomo lahko predstavili na vašem 48. posvetu v letu 2021. Do takrat pa seveda velja, da v povprečju slovenska kmetija obdeluje 6,9 hektarjev kmetijskih zemljišč in pa redi 7,5 glav velike živine. Prvi potencial v kmetijstvu predstavlja kmetijska zemlja v uporabi. Veste, da je omejena, zato je treba zelo skrbno načrtovati, kaj se z njo dogaja. Tukaj prikazujemo spremembe kmetijske zemlje v uporabi. Zdaj, če mogoče majčkeno kažem. Tale črna črta, to je kmetijska zemlja v uporabi. Vidite, da se med leti niha, se spreminja. Bolj niha do leta 2012, po letu 2012 pa praktično ni velikih nihanj. Tudi pred letom 2012 verjetno gre bolj kot ne za metodološka nihanja, v naravi verjetno sploh ni prišlo do teh nihanj, ker ta nihanja so posledica nihanj travinja. V povprečju v Sloveniji v teh analiziranih letih, kot vidite, se bomo nekako osredotočili na obdobje po letu 2006, v povprečju v Sloveniji nekje obdelujemo 480 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč. Največ smo jih v letu, torej v tem analiziranem obdobju smo jih v letu 2007, ko smo se skoraj približali 500 tisoč hektarjem, v letu 2017, ker zadnji podatki dejansko zdaj so za leto 2017, pa nekje 481 tisoč hektarjev. Prevladuje seveda trajno travinje, v letu 2017 smo trajno travinje pridelovali nekje na 280 tisoč hektarjih, na nekje 174 tisoč hektarjih smo imeli njive in vrtove, nekje slabih 6% pa pokrivajo trajni nasadi. Če pogledamo mogoče samo še te spremembe po letu 2000, tukaj po letu 2015 v resnici vidimo, da največje spremembe se dogajajo pri trajnih nasadih. Šlo je za to, da so se povečale površine sadovnjakov in pa predvsem opazno so se povečale površine oljčnikov. Nekje v letu 2017 oljke rastejo na 1200 hektarjih. Še ena lastnost slovenskega kmetijstva,
Nekje 75% kmetijske zemlje je v območjih z težjimi pridelovalnimi razmerami, po novi razmejitvi je ta odstotek še nekoliko večji, 76,2%. Skratka, tukaj vedno poudarjamo, da imamo v Sloveniji slabšo ekonomičnost tudi na račun težjih pridelovalnih razmer. Drugi potencial v kmetijstvu je seveda čreda in če začnemo mogoče kar s komentarjem pri govedu, pri govedoreji, glede na to, da je to najbolj razširjena panoga, razmeroma stabilen stalež goveda, nekje največ goveda smo redili v letu 2016, nekje 490 tisoč glav, sicer pa potem v letih 17 in 18 nekako rahel padec staleža. V letu 2018 po začasnih podatkih naj bi redili 477 tisoč glav govedi, od tega 166 tisoč krav. Na tem grafikonu seveda najbolj pade v oči ta padajoča rdeča črta, stalež prašičev. Seveda vedno poudarjamo, da vsako leto v resnici pričakujemo, kdaj bo prišlo do zaustavitve tega padanja staleža prašičev. Če pogledate, v letu 2006 smo v resnici redili nekje 575 tisoč prašičev, vse tja do leta 2017, ko se je stalež, ko se je čreda nekje ustavila na 257 tisoč, v letošnjem letu, torej za leto 2018, statistični urad nekje napoveduje 2% rast te črede, tako da v resnici mi zdaj upamo, da je prišlo do nekega dna in da bo stalež prašičev, če ne, vsaj da se ne bo zmanjševal, da vsaj ostaja nekje na tej ravni. Bomo pa videli, kaj se dogaja, razmere na trgu, ukrepi kmetijske politike, pričakujemo, da pač vsak izmed teh akterjev pač naredi svoje. Potem imamo še drobnico, stalež rahlo niha, ampak nekje v povprečju tega analiziranega obdobja smo jim nekje redili 146 tisoč koz in pa ovc, v letu 2018 pa po začasnih podatkih nekje 135 tisoč glav ovc in pa koz. To so potenciali, ki jih imamo, vsako leto pa seveda potem pogledamo tudi, kaj se dogaja z fizičnim obsegom proizvodnje, prikazujemo indekse, tale rdeča črta je kmetijstvo skupaj, kot vidite niha predvsem pod vplivom rastlinske pridelave. Leto 2012-2013 se verjetno vsi spomnite, to je to leto suša, leta 2017 verjetno ni treba posebej poudarjati in tudi ne leta 2018. Torej, fizični obseg proizvodnje se je seveda v letu 2018 povečal, nekje za 18% po začasnih podatkih statističnega urada, pri čemer se je povečal nekje za 36% na račun rastlinske pridelave, za živinorejo pa v resnici lahko rečemo, da je obseg nekje na isti ravni kot v predhodnem letu. Zdaj ta visok indeks, tale visoki indeks 36% je seveda posledica tega, da imamo skupaj 2 leti, leto z izjemno nizko pridelavo in pa leto z izjemno visoko pridelavo. Tako da ta indeks je res visok. Sicer pa, če si nekoliko podrobneje pogledamo posamezne usmeritve, torej bistveno več je bilo v letu 2018 pridelanega sadja, nekje 43% več pridelanega grozdja, tudi pridelek žita je bil večji, na račun koruze, ne pšenice, pri pšenici je bil seveda pridelek manjši. Manj kot v predhodnem letu, v letu 2017 pa smo pridelali zelenjadnic, rahlo manj, potem nekoliko manj krompirja in pa seveda oljnice. V živinoreji, kot rečeno, v letu 2018 po začasnih podatkih večji prirast pri prašičih, večja proizvodnja jajc za 2%, nekje odstotek večji prirast drobnice in pa perutnine, v govedoreji je enak prirast kot v predhodnem letu, količina namolzenega mleka pa je bila nekje odstotek nižja. Če pogledamo proizvodnjo, seveda moramo pogledati tudi cene, torej kaj se dogaja s cenami. Tukaj prikazujemo cene kmetijskih pridelkov, opozarjam nominalne spremembe, se pravi
komentiramo cene ponavadi nominalno in pa realno. Tudi cene v kmetijski pridelavi seveda nihajo. V letu 2018 po začasnih podatkih so cene kmetijskih pridelkov nižje nekje za 0,6%, pri čemer so cene rastlinskih pridelkov nižje za 1,6%, cene živalskih proizvodov pa ponovno v resnici lahko rečemo, da so na ravni leta prej. Če pogledamo nekoliko podrobneje, kaj je vplivalo na te indekse, torej višje kot v letu 2017 so bile cene krompirja in hmelja, nekje za 8%, višje tudi cene zelenjadnic, višje cene žita, tako koruze in pšenice, nižje kot v predhodnem letu pa cene oljnic, nekje za 4%, grozdja za 5% in pa svežega sadja. Zdaj na tem mestu opozarjam, tukaj govorimo o povprečnih letnih cenah. Drugačno sliko pa zelo velikokrat kažejo odkupne cene sezonske narave, torej sezonske odkupne cene. Indeks svežega sadja 14%, zmanjšanje seveda vsi veste, da gre tukaj lahko le za letno spremembo, odkupna cena v sezoni je bila seveda bistveno nižja. Pri živalskih proizvodih v okviru živinoreje, torej nekje višje cene pri govedu za nekje 2%, višja tudi cena jajc, tam nekje okrog podobnih cen pa potem cena perutnine, nekje mleka, drobnice, opazna pa je seveda tale cena, znižanje cene pri prašičih. Vedno, kot sem že omenila, poleg nominalnih cen si pogledamo tudi realne cene. Te prikazuje tale spodnji grafikon. Zdaj, če veste, da je bila v letu 2018 inflacija 1,7%, pa če damo to inflacijo stran od tegale indeksa, da dobimo realni indeks, potem je tale seveda 2,3%. Torej, realno so cene kmetijskih pridelkov padle za 2,3%. In to je pa zdaj to, kar prikazujemo tudi na tejle sliki. Torej, nižje cene tako celotne kmetijstva, nižje cene rastlinskih pridelkov in seveda, če damo stran inflacijo, tudi nižje cene pri živalskih proizvodih. Kljub vsemu pa vidimo, da so cene v letu 2018 še vedno na precej visoki ravni v primerjavi s telimi leti, torej nižje kot v letu 2017, a višje kot v letih 2015 in 2016. Še enkrat poudarjam, govorimo o povprečnih letnih odkupnih cenah, ne sezonskih. Cene si lahko pogledamo tudi na drugačen način, da dobimo mogoče eno sliko, kje, na kakšni ravni so te cene. Tukaj prikazujemo odkupne cene živali in živalskih proizvodov nominalno in kot vidite so cene, pri govedu smo že prej rekli, v letu 2018 nekje 2% povečanje cen, cene govedi na precej višji, torej na višji ravni kot v predhodnih letih, pri prašičih padec cen v letu 2018 4% nominalno, vidimo, da so cene višje kot v letih 15 in 16. Pri pitanih piščancih se cene nekje v zadnjih 2 letih na precej nizki ravni v primerjavi s predhodnimi leti. Cena kravjega mleka, nekje telih 30 centov v zadnjih 2 letih se nekako drži po tej nizki odkupni ceni v letu 2016. Cene pitanih jagnet pa nekje na podobni ravni v vsem tem analiziranem obdobju. Če gledamo cene kmetijskih pridelkov, seveda moramo pogledati tudi, kaj se dogaja z inputi. Tukaj prikazujemo nominalne spremembe cen inputov. V povprečju so te cene porasle nekje za 3,8%, pri čemer so cene inputov za tekočo porabo porasle za 3,9%, inputov za investicije pa 3,6%. Zdaj, če pogledamo, kaj se je nominalno dogajalo, torej najbolj so porasle cene energije, te rastejo v zadnjih 2 letih, predtem so 2 leti padale. Porasle so tudi cene gnojil, ki so predtem 2 leti padale. Tale porast gre predvsem na račun dušičnih gnojil. Potem porasle so tudi cene krmil. Edina kategorija, kjer je prišlo do zmanjšanja cen v primerjavi z letom 2017, so semena in pa sadike. To so nominalne spremembe in tukaj le prikazujemo tudi nominalne številke o tem, kaj se dogaja, če primerjamo
cene kmetijskih pridelkov in pa seveda inpute za kmetijstvo. Mi temu rečemo tako imenovana cenovno-stroškovna pariteta. Torej, kaj se dogaja, če primerjamo cene na eni strani in pa inputi. Jih pa vedno rajši komentiramo na realno, se pravi, da damo stran tudi vpliv inflacije in to prikazuje tale grafikon. In zdaj, če se spomnite, tlele sem res eno zelo majhno sliko dala tegale grafikona, ki smo ga že prej videli in sem rekla, da so cene kmetijskih pridelkov padle nekje in to je tale slika, tale rdeča črta, to je zdaj na tem grafikonu tale modra črta. Torej, to so realne cene kmetijskih pridelkov, ki so v letu 2018 seveda padle. V tem letu so se cene inputov povišale, niso se povišale seveda za 3,8%, kot je v resnici seštevek teh dveh, ampak dejansko, če damo inflacijo stran, so se povečale za 2,1%, tole, kar pomeni seveda, če so cene kmetijskih pridelkov padle, če so se cene inputov povišale, se je seveda pariteta znižala. To pomeni slabše pogoje. Kljub temu pa tale cenovno-stroškovna pariteta še vedno na precej visoki ravni v primerjavi s vsemi leti tja do leta 2008. Skratka, boljše razmere v letu 2017, a kljub samo ne slabe razmere vse tja do leta 2008. Toliko o cenah. Zdaj, zelo pomembna kategorija seveda, ko komentiramo kmetijstvo, je tudi kmetijski proračun oziroma lahko rečemo proračunska izplačila za kmetijstvo. Analizirano obdobje, torej 2006-2018, nekje v povprečju tega obdobja, povprečno na leto, so proračunska izplačila znašala nekje 353 milijonov. V letu 2018 so proračunska izplačila znašala 372 milijonov. Nihajo, kot vidite, in tudi kasneje si bomo nekako pogledali, kaj je razlog tega nihanja proračunskih izplačil. Zdaj, če pogledamo, kako so razdeljena, torej največji del so v resnici tele rdeče obarvani stolpci. Gre za tržne ukrepe in pa neposredne podpore. V letu 2018 je bilo temu namenjeno 175 milijonov. Potem imamo drug del, to je tale moder del, gre za sredstva namenjena razvoju podeželja in pa strukturni politiki v letu 2018 157 milijonov. In kot vidite, predvsem proračun niha seveda zaradi telih modrih stolpcev. In kot sem rekla, kasneje si bomo pogledali, kaj je razlog. Nekje dobrih 10% v vsem tem obdobju na leto pa je namenjeno splošnim storitvam za kmetijstvo. V letu 2018 je bilo to 41 milijonov. Ko gledamo proračunska izplačila, je seveda pomembno, kje je vir financiranja, ali gre za nacionalni denar ali gre za evropski denar. Prikazujemo podatke tako v absolutnih številkah, kot v deležu. In kot vidite, po letu 2008 v absolutnih številkah nacionalni denar pada. Torej, vedno manj nacionalnega denarja je bilo potrebnega za izplačila, vse tja do leta 2016, v letih 17 in 18 pa ponovno Slovenija mora prispevati nekaj več denarja. V letu 2018 je Slovenija prispevala nekje 114 milijonov, torej tlele tele številke 114 milijonov, Evropa pa 258 milijonov. In če pogledamo, kaj to pomeni v smislu deležev v proračunu, ravno tako padec deleža tega slovenskega deleža, vse tja do leta 2016 in v zadnjih 2 letih Slovenija prispeva nekoliko več. V letu 2018 je Slovenija prispevala nekje 31% oziroma 69% Evropa. V teh letih 15-16 je Evropa prispevala v deležu proračuna nekje 73%. Še en korak naprej bi želela, da stopimo pri proračunu, da si pogledamo še nekoliko bolj natančno te ukrepe. Tale zgornji del je v resnici, če se spomnite, se pravi grafikona iz prejšnjih prosojnic, tale zgornji del je v resnici zdaj so ta rdeči stolpci.
kjer smo rekli, da je razmeroma stabilna, torej razmeroma, če odmislimo seveda leto 6 in pa 7, razmeroma stabilne vrednosti, in to je zdaj tale delček tukaj. Torej, kot vidite, večino tega denarja seveda predstavljajo neposredna plačila, v letu 2018 135 milijonov, potem imamo tukaj znotraj tudi ukrepe za zniževanje stroškov, to pomeni vračilo trošarin in pa recimo sofinanciranje zavarovalnih stopenj. Nekaj o tem smo že včeraj slišali, v letu 2018 je bilo v okviru proračuna 4 milijone, dobre 4 milijone denarja namenjeno sofinanciranju zavarovalnih stopenj, mnogo več kot v letih 2016 in 2017, kljub vsemu pa smo toliko denarja namenili tudi že v letih 2012 in pa 2014. Potem imamo pa še ta zgoren del, to so odškodnine in izredna plačila, v letu 2018 seveda nekje 13 milijonov namenjenih pokrivanju škode, ki je nastala v letu 2017, suša in pa seveda pozeba. Ta del razmeroma stabilen. Potem imamo pa tale drug del, gre za izplačila namenjena razvoju podeželja in pa kmetijski strukturni politiki, to je pa ta moder del, prej sem omenila, da v resnici ta del pa niha in zaradi tega nihanja niha celoten proračun. Torej, če se zdaj kar lotimo kar od začetka tele analize, torej, najprej vidite nihanja telih rumenih stolpcev. Gre za izplačila, OMD izplačila. Tukaj v resnici gre zgolj za način izplačevanja. Ta izplačila nihajo zaradi načina izplačevanja. Sicer, če pogledamo subvencijsko leto, so plačila za OMD nekako podobna. V obdobju od leta 2018 pa do leta 2015 nekje v povprečju na subvencijsko leto 42 milijonov. Tukaj pa seveda na koledarsko leto, ker je pač pomembno, kdaj so bila izplačana, nihajo. Potem imamo tukaj tale zelen del, podoben rang velikosti v vseh analiziranih letih, gre za izplačila namenjena okoljskim ukrepom in pa dobrobiti živali. V letu 2018 nekje 30 milijonov namenjenih KOPOP ukrepom, potem nekje 9 milijonov ekološkemu kmetijstvu in nekje 6 milijonov je bilo namenjeno dobrobiti živali. Ampak skratka, ta del bolj kot ne tudi podoben rang velikosti. Potem pa pridemo do telih modro in pa recimo temu rjavo obarvanih stolpcev, kjer vidimo, da prihaja do nihanj. Gre za sredstva namenjena krepitvi konkurenčnosti in pa podeželskemu prebivalstvu in pa gospodarstvu. V letu 2018 precej več sredstev namenjenih krepitvi konkurenčnosti, nekje 60 milijonov, od tega nekje 50 milijonov je bilo namenjeno posodabljanju kmetijskih gospodarstev. In pa nekje potem, če pogledamo še tale delček, 10 milijonov namenjeno predvsem namenjeno gozdno-lesnim verigam in pa podpori gozdarstva. Zdaj manjko, če gledamo zadnje programsko obdobje, seveda programsko obdobje je program razvoja podeželja od leta 2014 do leta 2020, manjko predvsem v letih 2015-2016. Če vemo, da je bil program razvoja podeželja se je začel v letu 2014, če vemo, da je v resnici potrjen v letu 2015 in da so se prvi razpisi, prve stvari začele nekje v tem obdobju, potem lahko praktično rečemo, da so se izplačila tega programskega obdobja, ki so bila namenjena krepitvi konkurenčnosti, praktično začela šele v letu 2018. Tole so v resnici zaostale obveznosti preteklega programskega obdobja. Tukaj pa v resnici prihajajo šele prva izplačila v zvezi s krepitvijo konkurenčnosti programskega obdobja 2014-2020. Pri splošnem delu nam seveda ostanejo samo še kazalci ekonomskega računa. Kot vidite na grafikonu seveda dohodek niha pod vplivom predvsem cen in pa seveda proizvodnje. Tukaj tale nihaj je vpliv cen. Torej, cene so bile nizke, zato je dohodek nizek. V letu 2012-2013 je faktorski dohodek nizek na račun proizvodnje, suša. Nizek na račun proizvodnje je seveda tudi v letu 2017.
V letu 2018 izjemna letina v sadjarstvu in vinogradništvu je seveda povzročila, da je faktorski dohodek precej porasel. Če pogledamo realno številko, se pravi zopet brez inflacije, 6600 evrov na polno delovno moč v letu 2018, po začasnih podatkih seveda, kar pomeni, da je bil nekoliko višji tudi od faktorskega dohodka v letu 2015. Če primerjamo faktorski dohodek Slovenije z Evropsko unijo, v Evropski uniji je podatek za leto 2018 nekje 17 000 evrov na polno delovno moč, kar pomeni seveda, da v Sloveniji dosežemo nekje 39% faktorskega dohodka v takšnem letu, kot je leto 2018. Še ena zadeva, zelo pomembna, kadar govorimo seveda o dohodku, to so subvencije. Jaz bom uporabljala vseeno tudi izraz subvencije, čeprav je bila včeraj debata, da mogoče subvencije niso pravi izraz, jaz mislim, da so pravi izraz. Torej, velik delež v dohodku predstavljajo subvencije. Tukaj jih sicer prikazujemo tako, da smo stran dali tudi davke na proizvodnjo, ampak kljub vsemu nekje 50 do 60% znotraj faktorskega dohodka so subvencije. V letu 2018, torej v takem letu, kjer je bil obseg proizvodnje velik, je ta delež nekoliko nižji. Tale delček je ta delež nekoliko nižji, nekje 48%. V takšnem letu, kot je pa leto 2017, za zelo slabo letino je pa seveda ta delež bistveno višji, 61%. Toliko o kmetijstvu kot celoti, zdaj pa jaz predlagam, da se zelo na hitro dotaknemo še posameznih kmetijskih trgov. Tole je prikaz, kaj se dogaja v rastlinski proizvodnji. Kot vidite, prikazujemo površine in pa pridelke. Zelene črte predstavljajo površine in pa rdeče črte skupne pridelke in pa povprečje let 13-17 je stotica. Zdaj, če si pogledamo, kaj to pomeni pri pšenici, torej površine pod pšenico padajo v letu 2018, sicer nekako podobne kot v letu 2017. V letu 2018 je bila pšenica požeta z 28 000 hektarji. Najmanj doslej. Verjetno nam to kaže na to, da pšenica ni ekonomsko zanimiva kultura, ni ekonomsko zanimiva poljščina. Pridelek niha seveda pod vplivom proizvodnje. V letu 2018 nizek pridelek, nekje 122 000 ton, slaba je bila tudi kakovost te pšenice. Tako da pri pšenici leto 2018 ni bilo med najboljšimi. Popolnoma drugačna slika je seveda pri koruzi. Koruzo nekje pridelujemo nekje na 38 000 hektarjih, tako povprečje vseh analiziranih let kot leta 2018 je teh 38 000 hektarjev. Pridelek pa seveda niha. Zelo dobra leta 14, 15 in 16, potem lansko sušno leto in v letu 2018 ponovno dober pridelek. Podobna situacija, kot je pri koruzi, je seveda tudi pri silažni koruzi, razmere so podobne. Silažno koruzo sicer pridelujemo nekje na 29 000 hektarjih. Pridelek v letu 2018 tudi dober. Če se vrnemo nazaj na krompir, površine, kot vidite, se zmanjšujejo. V letu 2018 je bil krompir pobran za 2800 hektarjih, tudi najmanj doslej. Tako da krompir očitno tudi ena izmed kultur, ki nekako izgublja mesto na naših njivah. Pridelek krompirja pa sicer dober. Tole zmanjšanje je bolj kot ne posledica manjših površin, ne same slabe letine. Potem imamo zopet drugačno sliko pri oljnicah, nihanja. Tole leto 2015, ki se vidi tako pri oljnicah skupaj kot pri oljni ogrščici, to je tisto mokro leto, ko je bilo treba površine preorati praktično, zato tale padec površin. Potem pa po letu 15 ponovno rast površin, v letih 16 in 17 kar nekaj površin namenjenih predvsem soji, predvsem sončnicam in pa oljnim bučam. Pridelek pa, kot vidite, v letu 2018 tudi nizek,
Pridelali smo nekje, mislim, da okrog 16.000 ton oljnic in podobna je slika seveda tudi pri oljni ogrščici. Površine padajoče površine vse tja do leta 2015, potem pa rahla rast površin, pridelek padajoč seveda, tukajle pa tudi slab pridelek v letu 2018, nekje 15% manj kot v letu 2017. Zopet popolnoma drugačno sliko predstavlja hmelj. Površine pri hmelju rastejo. V letu 2018 je bil hmelj pobran z nekje 1700 hektarjih, to je, kot vidite, največ v tem obdobju. Smo pa ravno toliko površin v resnici že imeli namenjenih hmelju v letih 2008 in pa letu 2009. Pridelek niha seveda pod vplivom letine, v letu 2018 zelo dober pridelek, nekje 2700 ton pridelanega, skratka zelo lep pridelek pri hmelju. Sadje, tukaj sem mogoče pozabila omeniti, tale klicaj je tukaj seveda zaradi tega, ker je skala drugačna kot pri vseh ostalih proizvodih, to je pomembno zaradi tega, da si pravilno predstavljate te krivulje. Torej sadje, nasade imamo nekje na 10.000 hektarjih, če si pogledamo, kaj se dogaja z letino, zelo dobra letina v letu 2015, tole je prva pozeba in davek prve pozebe v letu 2016, tole druga pozeba, izjemno močna pozeba v letu 2017 in izjemna letina v letu 2018. V letu 2018 je bilo pridelano, seveda po začasnih podatkih, nekje 167.000 ton, od tega mislim, da 129.000 ton jabolk. Leta 2017 je bilo pridelano 40.000 ton sadja, od tega 20.000 ton jabolk. Skratka, te dve leti sta si popolnoma nasprotni. Pri grozdju površine se bistveno ne spreminjajo, se pa seveda spreminja pridelek, dober pridelek v letu 2018, mislim, da je bil tudi nekje 128.000 ton pridelanega grozdja v primerjavi z 90.000 tonami kot v letu 2017. Če povzamem, dobra letina koruza, hmelj in dobra letina z vidika seveda pridelave, grozdje in pa sadje. Kaj se dogaja še v živinoreji? V resnici ta zgornji grafikon je precej povezan z staležem, če se spomnite, nekako podobne trende seveda kaže. Če mogoče najprej pogledamo govedo in pa govedorejo, torej razmeroma stabilen stalež v vseh teh letih, razmeroma stabilen prirast v vseh teh letih. V letu 2016 največji prirast doslej, nekje mislim, da 82.000 ton, v letih potem, letih 17 in 18 pa je prirast ocenjen na nekje 81.000, dobrih 81.000 ton. Seveda zopet tale rdeča črta, gre za prirast prašičev, najmanj prirasta v letu 2015, slabih 34.000 ton, potem pa rahla rast prirastov v vsakem izmed telih let. Po začasnih podatkih v letu 2018 prirast ocenjen na nekje 38.000 ton. Perutnina, razmeroma stabilen prirast v letih 2007-2014 in potem rast v telih zadnjih letih. V letu 2018 po začasnih podatkih nekje preko 97.000 ton. Tudi proizvodnja jajc v letu 2018 višja preko 400 milijonov in pa še mleko. Količina namolzenega mleka seveda med leti malce niha, nekako največ smo ga namolzli nekje v letu 2016, mislim, da nekje 650.000, potem pa, kot rečeno, v letih 2017 rahel padec in pa rahel padec 2018, če se prav spomnite, prej sem kazala podatek, 1% padec, to je. V letu 2018 smo namolzli nekje 639 ton mleka. Pomemben podatek, ki ga vedno komentiramo, seveda je tale odkup domačih mlekarn ali pa recimo razlika med tem, se pravi odkup tujih mlekarn.
Tuje mlekarne so v odkupu seveda največ odkupljajo v letih 15 tudi tukajle. Nekje 39% odkupa je bil odkup tujih mlekarn, sedaj se je pa ta delež zmanjšal in tuje mlekarne po zadnjih podatkih nekje v letu 2018 so odkupile 31% tega mleka. Stopnjami samooskrbe v resnici ne bi izgubljala besed, velja poudariti seveda dvoje. Stopnje samooskrbe pri rastlinskih pridelkih so seveda nižje, z izjemo tegale, z izjemo mesa prašičev, bolj nihajo in pa pomembno je seveda tudi to, da vemo, da ponekod je smiselno pogledati tudi stopnjo samooskrbe z svežim proizvodom. Svežim krompirjem, z svežo zelenjavo oziroma svežim sadjem. Torej, tole razliko v resnici ustvarjajo uvoženi, predelani proizvodi. In kot vidite, so te razlike precej velike. Zadnja tema te predstavitve so seveda prihodkovno-stroškovne paritete. Zdaj, na grafikonih zopet prikazujemo pridelek, ampak tukaj govorimo o hektarskem pridelku, glede na to, da seveda moramo izločiti vpliv večanja ali pa zmanjšanja površine, in pa prikazujemo pariteto. Pariteta je odnos med prihodki na eni strani in pa seveda stroški na drugi strani. In če pogledate pri pšenici, pridelek, kot rečeno, niha, v letu 2018 slab pridelek. Hektarski pridelek pšenice je bil nekje 4,4 tone na hektar, so se pa stroški povečali nekje za 1%, odkupna cena se je povečala bolj, nekje za 3%, zato je pariteta rahlo porasla. Ekonomski položaj pridelovalcev pa se je seveda poslabšal, ker je bil pridelek slabši. Pri koruzi se je seveda ekonomski položaj pridelovalcev glede na leto 2017 izboljšal. Izboljšal se je, ker je bila letina zelo dobra, letina koruze, sicer pa tudi višja odkupna cena, mislim, da nekje 4% višja odkupna cena in pa višji tudi za nekje odstotek višji stroški. Tukaj mogoče samo še da opozorim, ko računamo prihodkovno-stroškovno pariteto, pa seveda mi uporabljamo sezonske cene in ne povprečne letne odkupne cene. Skratka, sezonske cene, ker to je v resnici odraz tega, kar se dejansko na trgu dogaja. Oljna ogrščica, torej pri oljni ogrščici imamo nihajočo proizvodnjo, nižjo proizvodnjo kot v letu 2017, stroški oljne ogrščice so se nekje, mislim, da znižali za odstotek, odkupna cena pa je, kot ste prej videli, tudi padla, se pravi, se je pariteta rahlo poslabšala. Pri krompirju, tele klicaje sem že prej pojasnila, gre za to, da je zopet skala drugačna, skala mora biti drugačna zaradi tega, da sploh lahko to prikazujemo. Torej, pri krompirju, letina krompirja, hektarski pridelek v letu 2018 dober, boljši kot v letu 2017, se je pa pri krompirju močno povečala odkupna cena, sezonska odkupna cena, namreč letina krompirja je bila tako v vsej Evropi zelo slaba in tudi zdaj se v resnici dogaja že na trgu, da krompirja primanjkuje. Posledica trga seveda je rast odkupne cene in seveda tudi rast tele paritete tukaj. Potem imamo jabolka, letina, že prej smo rekli, izjema tale leto 2017, skoraj praktično nič pridelka, potem pa leto 2018, izjemna letina v sadjarstvu v letu 2018, stroški nekako 3% višji, odkupna cena pa v resnici prepolovljena, ampak prepolovljena za tiste, ki so uspeli prodati pridelek. Tisti, ki ga niso uspeli prodati, seveda niso dosegali niti te cene. In ekonomski položaj pridelovalcev jabolk v letošnjem letu je seveda zelo slab. V lanskem letu je bil pa seveda slab, ker tudi ni bilo, v letu 2017, ne lanskem letu, je bil pa seveda slab zaradi tega, ker niso imeli pridelka. Skratka, tale situacija je zelo zaskrbljujoča. Potem pa še grozdje. Rekli smo, dobra letina, dober pridelek pri grozdju.
Stroški nekje 3% višji stroški, malce nižja odkupna cena je zato tudi padec paritete. Pri grozdju seveda velja poudariti še dve stvari. Kot veste, grozdje se plačuje z strašnim zamikom in pa še nekaj, dobra letina pomeni zaloge vina, ne? In ponovno pritisk na ceno. Kar pomeni, da v resnici ni vedno dobro, če je pridelek velik, ne? In tudi ekonomski položaj pridelovalcev grozdja ocenjujemo, da ne bo boljši na račun seveda, na račun dobrega pridelka, ampak nekako naj bi bil lahko celo slabši. Potem pa še živinoreja, torej pri govedu, torej stroški nekako 3% višji, odkupna cena 2% višja, kar pomeni seveda, da se je pariteta rahlo poslabšala. Pri prašičih sem že prej omenjala padec odkupne cene, zato tudi tukaj nižja pariteta kot v letu 2017. Pri piščancih odkupna cena rahlo višja, zato ohranjanje paritete. Pri jagnjetih v resnici lahko rečemo, da je na račun stroškov nekoliko nižja pariteta. Pri mleku teh 30 centov nekako podobna, se pravi nekako podobno kot v letu 2017. Obeti nekako za leto 2019 odkupna cena mleka naj bi zagotovo ostajala najmanj na tej ravni. Jajca pa nekako nespremenjena situacija skoraj vseh teh analiziranih letih. Tako, mi smo zdaj prišli do konec tegale predavanja. Zdaj, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, če si pogledamo, kaj se je dogajalo tale zadnja 3 leta. Leto 2016 si bomo zagotovo zapomnili po nizki odkupni ceni mleka. Leto 2017 pozeba, suša. Leto 2018 na eni strani izjemna letina v sadjarstvu in na drugi strani seveda vse težave povezane z prodajo pridelka in pa seveda odkupno ceno. Zdaj, ta 3 leta so v resnici lahko zelo dober poligon za razmišljanje o naši kmetijski pridelavi. Kaj narediti, da se v resnici tovrstne situacije ne ponovijo več? Kaj narediti, da se omilijo posledice? Kaj narediti, da bi kljub nihanjem v proizvodnji in pa nihanjem v cenah kmetje kljub vsemu imeli stabilnejši dohodek? In kaj je potrebno, da besedo jaz zamenjamo z besedo skupaj? Ko bomo poznali odgovore na ta vprašanja, jaz mislim, da smo pripravljeni na leto 2020. Hvala lepa.